Tale naloga je pa miks vseh miksov, kar lahko dobite. Se pravi, zapiši enačbo tangente in normale na graf dane funkcije v točki t0, 1, y0. Potem pa naslednji del je pa poišči tudi stacionarno točko in nariši njen graf. Ok, najprej bomo naredili tako, da napišemo enačbo tangente pa normale na graf tele funkcije v točki tele. Se pravi, imamo funkcijo x na kvadrat minus 4x plus 3 in potrebujemo zdaj točko, t0 imamo, 1, y0, vidimo, da še y0 bomo tudi mogli poiskati. Ok, zdaj, če se spomnite, mogoče najprej, ali pa najprej poiščemo y0. y0. Točka T leži na našem grafu. Če točka T leži na grafu, pomeni, če vstavimo x noter, dobimo y0. Se pravi, f od x0 je y0. To pomeni zdaj, f od 1 je 1 na kvadrat minus 4 krat 1 plus 3. To je 1 minus 4 plus 3 je nič. Se pravi, y0 je nič. Ok. Tako, zdaj pa gremo na tangento. Tangenta je premica, ki je oblike y krat koeficient tangente krat x plus n tangente. Če hočemo imeti njeno formulo, moramo poiskati koeficient tangente pa n tangente. Koeficient tangente je odvod funkcije v tisti točki, v kateri iščemo to tangento. Kaj zdaj to pomeni? Ja, nič, najprej moramo odvajati. F črtica od x. Odvajamo, to je zdaj 2x minus 4 krat 1 plus nič. Ok, odvod imamo. Zdaj pa zračunimo koeficient tangente. To pomeni, da bomo zračunali vrednost odvoda v točki x0. To je pa tole, ne? 1. In to je zdaj 2 krat 1 minus 4 je minus 2. Se pravi, koeficient tangente je minus 2. Zdaj pa še n tangente. N tangente je pa koeficient tangente krat ne, čisto slepo mi ne rabite slediti, je y0 minus koeficient tangente krat x0. N tangente je potem y0 je, smo rekli, nič, minus koeficient tangente je minus 2 krat x0 je pa 1. Nt, se pravi, začetna vrednost tangente je potem 2. In enačba tangente je y je minus 2x plus 2. Se pravi, minus 2 dobimo od tule, ne, noter ostavimo. Tule pa začetna vrednost, ta je pa 2. In to je tangenta. Ok. Tangento imamo. Zdaj pa dajmo normalo. Kaj si lahko zbrišemo? Dajmo to tole lahko zbrišemo, to ne rabim jaz več. Takole. Zdaj pa, ker sta si normala in tangenta pravokotni, pomeni, da je koeficient normale minus 1 olomljeno s koeficient tangente. Koeficient normale je potem minus 1 olomljeno z koeficientom tangente, ki je minus 2, in dobimo 1 polovica. Normala. Normala je kar premica. Se pravi, mi rabimo zdaj y je koeficient normale krat x plus n normale. Koeficient normale smo zračunali, to imamo, ne? Kaj pa n normale? Ja,
n normale dobimo pa y nič minus koeficient normale krat x nič. N normala je y nič je nič minus 1 polovica krat x nič je 1, se pravi minus 1 polovica. Koliko je zdaj enačba normale? Je y je 1 polovica x minus 1 polovica. Evo, to je pa rešitev zdaj tangente pa normale. To je prvi del. To je prvi del. Drugi del je pa treba narisati poiskati stacionarno točko in narisati graf te kvadratne funkcije v bistvu, ne. Kaj si lahko zdaj tule zbrišemo, tegale ne rabimo, tole nič več ne rabimo. Ja, če bi kdaj bilo kako vprašanje, ga lahko zastavite tudi v komentarje, če bom imela čas, bom z veseljem odgovorila. Dobro? Zdaj pa stacionarna točka. Stacionarno točko pa dobimo tam, kjer je odvod enako nič. Odvod sem si izbrisala, ga bom kar še enkrat napisala, a ne, vi ga že imate zračunanega. Takle, se pravi, imamo zdaj f črtica od x mora biti enako nič, da dobimo x stacionarne točke. To pomeni, enačimo odvod z nič, to je 2x minus 4 je nič, dobimo 2x je 4, delimo z 2, x je 2. To je zdaj prva stacionarna točka, mislim x koordinata stacionarne točke, y koordinato dobimo pa tako, da jo vstavimo, pozor, v funkcijo. Ne v odvod, ampak v funkcijo. F od 2 je pa 2 na kvadrat minus 4 krat 2 plus 3. 4 minus 8 je minus 4 plus 3 je minus 1. Se pravi, naša stacionarna točka, pa ji rečemo S, je 2, 1. Tole je kvadratna funkcija in lahko mogoče poiščemo ničle te funkcije. Ničle funkcije so tam, kjer je funkcija enaka nič. Se pravi, gremo x na kvadrat minus 4x plus 3 je nič. To razstavimo. Kot vidite, Vetovo pravilo je super zadeva, ker pride vedno prav. In dobimo x1 je 3, x2 je pa 1. Ok, imamo zdaj ničle, imamo stacionarno točko, ki pomeni ekstrem. V tem primeru, ker je to graf kvadratne funkcije, ne, po dvojki vidimo, je to tudi kar teme, kjer ne verjame, ne izračuna. Ok, in zdaj pa še mogoče začetno vrednost, f od nič poiščemo, pravi začetna vrednost, je pa, namesto vsakega x damo nič, ne, nič na kvadrat minus 4 krat nič plus 3 in dobimo 3. Se pravi, gre čez točko A, nič, 3. Bomo to zdaj narisali, dajmo narisati, evo ga. Kam bi zdaj bilo najboljše tole, da damo? Moramo definitivno pomanjšati, se opravičujem, ampak nimamo prostora kaj veliko, da se bo videlo. Pa dajmo zdaj vrisati. Najprej stacionarno točko, ki smo jo tako težko pridobili, to je 2, 1, to je tole. Zdaj bomo pa videli, ali bo to lokalni minimum, maksimum ali prevoj. Potem so ničle. Ničle so tam, kjer funkcija seka x-os, se pravi, to je na 1 pa 3 na x-osi. In pa še presek z y-osjo, kaj se je zgodilo, a sem jaz kaj narobe tole, nekaj sem narobe. Aha, tole sem narobe prepisala, tole je minus 1, kaj pa niste nič rekli. To je minus 1, se pravi, da je zdaj točka 2 minus 1
Zdaj, tu zdaj je dober primer, ne. Jaz sem videla, da sem se zmotila, zato ker je teme prišli gor, bi se funkcija obrnila dol, pol pa imamo še eno točko tule, ne, 0,3. In takoj vidite, da ste se nekje zmotili. Nič hudega, lahko greste nazaj, vi z Edixom, jaz ali pa z radirko, jaz pa lahko kar tako na ekranu. Pravi, zdaj imamo točke, jih povežemo med sabo, kvadratna funkcija, vemo, da je en tak simetričen U in imamo graf funkcije nared, ne. Tole je ta stacionarna točka je lokalni minimum, namreč tukajle pada in potem funkcija narašča naprej. To je to, ne. Evo, ni bilo tako hudo. To je konec. Če rabiš več, na ninarazlaga.si, prosim, naroči se na moj YouTube kanal tule. In pa, če bi rad kaj prispeval za ta projekt, spodaj je vpis, sprejmemo, ni da ni.